Rastko Križanič je mistik, raziskovalec življenja, čarovnik, organizator, bil je tudi direktor, podjetništvo mu je blizu. Cenim ga, ker ima urejeno družinsko življenje in jasno je, da ga ljudje v spiritualnih krogih izjemno spoštujejo. Danes ga bomo ob skodelici ceremonialnega kakava spoznali v novi rubriki oddaje Klepet ob kavi – Koherenca. Jaz tebe cenim tudi zaradi tega, ker imaš to biodiverziteto življenja. Meni je zelo omejujoče prepričanje, da zdaj pa greš na pravno fakulteto, postaneš odvetnik, to je tvoja karierna poslanska identifikacija, ti si to in to je to. In ne moreš biti druga, lahko si oče, ne vem karkoli, ampak ne, to je v bistvu to. Pozabimo, da smo primarno človek. Ja, in da se v bistvu lahko igraš. In lahko si, tvoja zgodba mi je tukaj sjajna, bil si direktor, lahko si podjetnik, lahko si mistik, lahko si čarovnik, lahko si organizator, lahko si DJ, lahko si vse. In da v bistvu se tukaj noter igraš. To je toliko bogato. Kako si ti prišel do tega, da nimaš tega omejujočega prepričanja, da pa bojo pa zdaj drugi ne, pa sej, jaz sem pa že to, pa. Skozi bolečino. Pa res? Skozi bolečino, fizično bolečino, skozi bolečino, ker sem želel ugajati. Ja? In potem sem vedel, da mi življenje skozi druge ljudi kaže, da naj bom jaz, naj bom tisti, ki se dobro počuti sam z sabo, ne glede na to, kar si kdorkoli o meni misli. Ker dokler mi je pa bilo mar, ali pa tako zelo mar, kaj si drugi mislijo vse o meni, sem pa bil še vedno v tistem prvem programu ugajanja. In potem v enem trenutku je logična posledica, da spoznaš, da je življenje igra, igra od mene z menoj in življenje je kratko, in izbiram si v življenju tiste stvari, ki me opolnomočajo, ki opolnomočajo druge, in da si drugi dovolijo biti jaz. Ne gre za to, da bo kdorkoli kopiral mojo zgodbo, ker ne bo delovala. Ne bo. Neka guru je rekel, če postaneš Jezus, si postal zguba. Zaradi tega, ker si samo skopiral nekoga. Pomeni, kako postati avtentični jaz. In jaz poskušam ustvarjati te lepe dogodke, kjer si ljudje dovolijo biti oni v varnem okolju in potem gredo domov in širijo to vibracijo naprej v svoje okolje, da bomo vsi postali avtentični, ne bomo se rabili pretvarjati. Ampak je nalezljiva ta vibracija, če tako pogledaš. Zagotovo. To se tako hitro širi, Seveda, strah se tudi hitro širi, ampak... Vse se širi. Vse se širi. Daj za kakav mi povej, kako ti vidiš, kako ti ljudem razložiš to razliko med obrednim kakavom, ceremonialnim kakavom, pa med klasičnim kakavom. Kakšna je zgodba tukaj zadaj tudi tega kakava, ki ga midva tukaj pijeva? Tale kakav pride z Ekvadorja, pridelan je z eno metodo, ki se imenuje čakra. Je tradicionalna metoda, je pridobljen z rokami, z dotikom, z stikom, ne z industrijskimi inštrumenti. Nima sladkorja, razen če si ga želimo dodati. To, kar mi kupimo kakav v trgovini, je velikokrat osiromašen. Poleg tega se pa vrne delček denarja v skupnost Dulam v Ekvador. Tako da cela pot je takšna srčna pot in ni čudno, da potem ustvarja take lepe srčne momente v naših življenjih. Globoko. Ne dela se pa z mlekom, a ne? Jaz pravim, v življenju je vse okej.
Jaz ga pripravljam z rastlinskim mlekom, zaradi tega, ker ga imam rad malo bolj sladkega. A res? Pol rastlinskega mleka, pol vode. Nekateri ga delajo samo z vodo, nekateri ga delajo s kravjim mlekom. In jaz pravim, vse je ok, samo tista namera za kakavom. In to se mi zdi ful pomembno, zakaj pripravljamo kakav, da to ne postane spet ena od tistih razvad, ampak da ga uporabljamo zaradi tega, da smo srečnejši, da nas opolnomoči v našem življenju in spet ta namera, ki jo dajemo dalje. Da je nek ritual. Da je nek obred, tako. Ogromno stvari si v življenju doživel, se šel od nekih umikov, tišine, intenzivnih, šamanskih, vseh teh zadev. Za katero stvar si pa dejansko čutil največjo razliko? V tem smislu, da si res imel občutek, tole mi je pa res naredil en tak shift. Ker ti, kljub temu, da imaš družino, tudi greš sam na kakšne stvari. Se mi zdi, da je v družini ful pomembno, da si dovolimo biti mi, tudi individualen, v okviru družine. Se pravi, Ne samo oče mož. ne samo oče mož. In je lepo imeti podporo, da te družina podpre v tej tvoji zgodbi. In jaz sem imel to srečo, da sem bil vedno podprt v tej moji poti umikov, ki so včasih na pogledu, na zunanjem pogledu mejile že na norost iz enega normalnega vidika, normalnega zemljana. In vseeno sem občutil veliko podpore v tem. In veliko je bilo spiritualnih, duhovnih izkušenj, brez vsakršnih substanc, ki so me zbližale z obstojem. Nekdo bi lahko rekel, če bi izhajal iz drugega sveta, da je doživel Boga, ali pa da je doživel življenje, ali pa da je doživel ljubezen in se dotaknil enih globin kot to, da je hvaležnost morda eden od poglavitnih stvari v življenju. Da so mene situacije spravile tako daleč, da so me eni retriti spravili tako daleč, da sem bil samo še hvaležen. Da ni obstajalo ničesar več drugega kot hvaležnost. In v tistem trenutku sem lahko sprejel preteklost, zato ker sem na nek način videl, da sem si sam izbiral življenje v vsakem trenutku svojega življenja. Tudi trpljenje, da sem si iz tega nekaj naučil. In ta hvaležnost je bila ena največjih razodeti v mojem življenju. In če mi je težko, se samo spomnim, da sem lahko samo hvaležen, da občutim to, kar tu čutim. In poleg te moje duhovne poti se mi zdi, da je ena mojih redkih izbir, ki jih imam dejansko v življenju, je moja družina. Vse drugo pa dovolim življenju, da mi kaže mojo pot. To je moja izbira, to sem si izbral, ker mi je lepo biti v tem družinskem gnezdu. Istočasno pa želim izkušati svoje življenje 100%. Včasih se to čuti ali pa sliši nemogoče, v globini je pa to čisto samoumevno. Lepo je, ko si omenil, da si bil podprt. Da greš sam na potovanje, da greš sam na kakšen ta odmik in umik. A je to recipročno? V tem smislu tudi ti omogočaš njej, da... Ja, vedno. Lahko počne, kar si želi, ji pomagam na tej poti, če potrebuje pomoč, da ji pomagam. Drugače pa se mi zdi, da mogoče sem zdaj napačno rekel, ta pomoč tudi pomagati partnerju enkrat odpade, ampak biti samo ob strani. Okay. In, kako prideš do takega partnerstva? A sta imela kakšne dogovore v samem štartu, v tem smislu, da sta rekla, glej, tole, takole, takole. Kakšna je vajna zgodba tukaj? A je bila ta intenzivni začetek ali kako? Predstavljaj si 3 leta
same ekstaze, Wow. pešna in v 3 letih niti enega, ne samo niti enega prepira, ampak niti enega nestrinjanja. Dej nehi. Potem pa se odločiva za otročka, kar mi je bila tudi ena zanimiva izkušnja, ko si prej vprašala, kaj mi je spremenilo življenje. Enkrat sem bil pri guruju v Angliji in sem imel ena globoka notranja razodetja in potem sem potoval na vlaku in v enem trenutku v meni se je nekaj zgodilo in sem pomislil, wow, jaz sem pa pripravljen imeti otročka, jaz sem zdaj zrel, da sem oče. In mi je bilo tako, wow, zanimiv občutek. Čakaj, a sta že bila skupaj? Ja. In do takrat sva se pogovarjala, ali bi imela otroke, ali ne bi imela, we will go with the flow. Ampak v enem trenutku je prišlo tako eno globoko notranje prepričanje, jaz sem pa pripravljen biti skrbnik za eno novo bitje. In se vrnemo na prejšnjo temo, potem ko ženska zanosi, se spremenijo hormoni in postane obremenjena, ti delaš vse naenkrat narobe, ker ne moreš delati nič prav. Okay. In potem pridemo iz tistega obdobja ekstaze v obdobje vse narobe in potem s partnerjem vidiš, da imaš na drugi strani trojanskega konja. Dobro. In kaj pa zdaj s tem? In jaz sem se v teh trenutkih vprašal eno stvar. A je to še vedno to? Kljub temu, kaj se je dogajalo, kljub temu, da je bilo težko, kljub temu, da je izgledalo lahko katastrofalno, ampak a je še vedno to, ta cela zgodba? In vedno sem dobil odgovor, ja, to je še vedno to. In v vsej tej zgodbi, v vseh teh izkušnjah, v vsej tej teži in samospoznavanju in teženju in delati vse narobe in videti vse narobe, na koncu vedno pridem do tega, da to je še vedno to. In jaz sem v tej celici, ki se imenuje družina, lahko še vedno jaz. Tudi če se na drugi strani nekdo postavlja na glavo, si rečem z vsem sočutjem, jaz sem še vedno jaz in želim biti jaz in ko bom jaz najboljša verzija samega sebe, bom najbolj lahko spoštoval tistega, ki je na drugi strani in bil tukaj zanj. In takrat se bo on lahko naučil tudi biti on, ko se bom jaz naučil biti jaz. Greva midva malo nazaj. 3 leta ekstaze. Ja. Kaj misliš s tem? Daj to malo razloži, se pravi kaj? A je bila to, a veš, kad danes poslušam ene terapevte, ki govorijo, če se noro zaljubiš v nekoga, v tem smislu, da to so eksplozije, ono, tretje, sam bež stran, tam boš štala. Kako je bilo to? A je bil ognjemet ali je bilo? Ognjemet, erotika, povezanost, spolnost, kdajkoli, vse pa vsod. Poleg tega pa smo imela vedno en ful lep kontakt, kar vidim, da pri enih parih manjka. Spoštovanje? Še pred tem, mogoče to čebljanje, ful sva povezana drug z drugim. Spoštovanje se mi zdi, da je ena stvar, ki se razvija na nek način. Ampak ta povezanost, vedno sva nekako imela to povezanost, a rada sva bila drug ob drugem. Tudi ko sva se kdaj kasneje sprla, sva naenkrat pristala skupaj v kuhinji, naenkrat pristala skupaj v kopalnici, na WC-ju, jaz na pisuarju, ona na školjki in vedno nas je življenje na nek način povezovalo in kazalo, to je prava pot. V tisti ekstazi pa to ni bila težava. Mogoče je bila tudi ena stvar, da sva živela takrat še narazen. Tina je bila v Ljubljani, jaz sem bil v Mariboru oziroma v Lenartu na drugi strani. Potem sva se priselila skupaj, je še bilo vse super, potem je pa zanosila in potem se pojavijo ene druge situacije v življenju. Sploh, ko je otrok majhen, 1 leto, 2 leti, 3 leta, takrat je mami in takrat
če mami ne pusti prostora, da si otrok vzame očeta, tako dolgo bo mami imela težave. In takrat bo ati vedno kriv, ker nikoli ne naredi vse, kar bi bilo najboljše ali pa kar bi bilo potrebno narediti, ker ona ne da prostora. In se mi zdi, da sva se naučila dajati drugemu prostor. Čeprav sva skupaj cel dan, skoraj 24 ur na dan, je ta prostor ena pomembna stvar, ki je dobro, da si jo dajemo. Ful ti hvala za tale pogovor. Hvala lepa. Res je bilo prijetno. Ves čas sem čutila zraven srce. Kakav je pomagal, seveda. Kakav je odprl srce, pa smo pa vzdrževala. In kaj ti ne rečem drugega še, kot se vidiva na plesišču? Srečno. Takole, dragi gledalci in gledalke, celotno verzijo tega pogovora, ki je dolg 78 minut in 23 sekund, 25 sekund, 26 sekund in tako naprej, najdete na YouTube kanalu Klepeta ob kavi, tako da veste, da obstaja še daljša verzija tega, če tale trenutek spremljate na svojih televizijskih ekranih. Govorila sva o kakavu, govorila sva o različnih stvareh, en tak sinopsis oziroma povzetek različnih stvari najdete tudi na www.klepetobkavi.si. Gledali ste rubriko Koherenca v 13. sezoni oddaje Klepet ob kavi. Z vami sem bila Jasmina Kandorfer.